Check that play! Jojo, Blaž, kako si, kako gre? Pozdravljen, kar dobro, ti? Gre. Kaj, bova kar takoj predstavila našega novega podcasterja? Ja, najboljša, ne. Jure, pozdravljen. Zdravo, jaz sem Jure, prihajam z Domžal, redno spremljam Blind podcast, pa nasplošno ukvarjam se z basketom in zaradi tega tudi malo bolj nazorno spremljam NBA in dogajanje Slovencev znotraj te lige. In bomo sprobali, kako bo to funkcioniralo v troje. Nekaj smo že snemali podcaste v troje, mislim, da bo super. Tudi ponavadi je več sogovornikov, je malo bolj zanimiva debata, več različnih vidikov in mislim, da bo to dober dodatek k našemu podcastu. Preden pa se lotimo debate, ki bo danes zelo zanimiva, bi samo prosil vse, ki poslušajo tale podcast na YouTubeu, da stisnejo en všeček, če se še niso, da se naročijo na ta YouTube kanal in seveda enako storijo tudi na iTunesih, na Soundcloudu, na Spotifyju, povsod na teh platformah smo, ker pač na internetu so všečki bread and butter, bi lahko rekli, in nam pomagajo predvsem s tem, da smo lahko bolj vidni in da več ljudi dosežemo, tako da hvala že vnaprej za vsak like, vsako naročnino. Zdaj pa ja, lahko gremo na temo, ne? Temo, o kateri smo zdaj govorili, tik preden smo začeli snemati tale podcast, se pravi igrice, ki smo jih igrali v našem otroštvu, pa kaj smo že predelali, zdaj vse mogoče topike. Ja, seveda, dve najbolj aktualni NBA temi zdaj. Na prvem mestu je verjetno ta megatrade, po katerem se je James Harden preselil v Brooklyn Nets in bo zdaj s Kyrijem Irvingom in Kevinom Durantom igral. Kako bo igral, o tem bomo malce podebatirali, kako bo to izgledalo. In pa seveda situacija s Covidom. V ligi NBA vsak večer se odpovedujejo tekme, vedno več tekem je odpovedanih, tako da se zdi, da Covid na to sezono, ne samo zdi, dejansko Covid na to sezono je že precej vplival, bo še vplival je tudi močno na obe ekipi, obeh slovenskih zvezdnikov, Luke in Gorana, o tem več kasneje. Mogoče se kar lotimo tega trade talka, bombastično menjavo Jamesa Hardena v Brooklyn Netse. Gre v bistvu za eno največjih menjav v zgodovini lige NBA, tudi paket, ki ga je Houston dobil zanj, je zgodovinsko velik. Kjer od dva je slučajno kje napisan, kaj točno je bilo vse zamenjano v tem tradu? Jaz imam. Vemo že, da je James Harden prišel v Brooklyn Netse. Menjava s tem je bila pač narejena s 4 ekipami, to so Cavaliersi, Indiana pa Houston Rockets. Houston je dobil Dante Exuma, Kuruca, pa še 3 izbore Brooklyna v prvem krogu, leta 22, 24 in 26. Pacersi so dobili Caris LeVerta in Cavaliersi so dobili še Jarretta Allena in Tyrone Princa. Rocketsi so dobili še cel kup izborov potem od Brooklyna in še 4 možnosti menjave izborov, če bojo slučajno v tistem letu imeli Brooklyn Netsi boljši pik kot Rocketsi, ga bodo lahko z njimi zamenjali. Skratka, Rocketsi so dobili ogromno. Če grejo zdaj v rebuild, če grejo v ponovno izgradnjo neke konkurenčne ekipe in če bodo pametno draftali, če bodo dobro draftali, lahko v 4-5 letih mogoče zgradijo neko novo zanimivo konkurenčno ekipo. Seveda potrebno bo tudi kaj tankanja zraven vmes, da bodo dobili še kakšen njihov pik. Victor Oladipo, ki je tudi prišel v Rockets v tej mega menjavi, je že izrazil željo potem, da bi odšel v neko drugo konkurenčno ekipo. Tudi on vidi, da gredo Rockets v neko smer rebuilda, izgradnje neke nove ekipe in ne želi ostati. In tukaj je mogoče v igri lahko tudi kakšen Dallas, ampak da ne bomo preveč o Rocketsovem delu tega trada, mogoče bolj, da se najprej posvetimo temu Brooklynovemu delu trada in seveda prihodu Jamesa Hardena v Netse, kjer bo igral skupaj z Durantom in Irvingom. Zdaj še nismo ziharno.
To je v bistvu prvo vprašanje. Irving je zelo talentiran igralec, ampak tudi zelo, lahko rečemo, muhast. Dejansko je neke vrste košarkarski Kanye West. Morda, nekateri spekulirajo, da ne gre samo za muhavost, ampak da gre tudi tukaj za neke malce bolj resne psihične težave, da razmišlja o koncu kariere. Ja, jaz sem tudi rekel bolj v šali, verjetno sploh ni za pričakovati, da bi se kaj takega zgodilo, ampak... Ja, ni dvakrat za reči. No ja, to pa tudi resno, ampak če primerjamo ta Brooklyn trade z tistim pred nekaj leti, ko so zakockali vso svojo prihodnost za prihod Paula Piercea in pa Kevina Garnetta, je tukaj nekaj podobnega sedaj, kar so naredili. Sicer ne tako zelo ekstremno, ker Paul Pierce in pa Kevin Garnett, mislim, da je bilo vsem jasno, da sta bila takrat že v zelo, zelo pozni jeseni svoje kariere. Če bodo zadržali lahko Hardna potem čez 2 leti, je to verjetno zelo dobra menjava za njih. Še posebej pa, če jim na koncu uspe osvojiti prstan. Ampak plačali so pa res izjemno visoko ceno in zdaj bo v bistvu zanimivo videti, kako bojo oni pofilali ta njihov roster, ker enostavno ekipa je sedaj v bistvu razen prve peterke zelo, zelo, zelo bogano. Je pa tako, če se še enkrat vrnem k Kyrieju, prebral sem en tak zelo zanimiv zapis na internetu, da je Kyrie šel iz Clevelanda zaradi tega, ker ni hotel biti Robin Batmanu, LeBronu, zdaj pa pravijo, da v New Yorku oziroma v Brooklynu se bo pa sedaj zadovoljil z vlogo Alfreda, tako da po Butler, Batmanu in Robinu. Ali pa komisarja Gordona. Jaz mislim, da je glede na to, kaj se je zgodilo že iz zgodovino, so mečkam preveč tvegali iz prihodnostjo, kaj se lahko zna zgoditi s Hardnom ali bo ostal ali ne po koncu svoje pogodbe. Glede na to, da sta Kevin Durant pa Harden že igrala skupaj v Oklahomi, čeprav samo par let, mislim, da se bojo znali igralci svoje ego te mečkam dol spustiti pa igrati pač neko ekipno košarko. Ja, ko sta igrala v Oklahomi, Harden in Durant, Harden še ni bil Harden. Je Harden prihajal iz klopi, je bil kandidat za najboljšega 6. igralca. Mislim, da je celo osvojil, če se ne motim. Ja, to nagrado takrat v Oklahomi. Ampak zdaj je situacija drugačna. Zdaj je Harden nekdanji MVP, Durant nekdanji MVP, Kyrie igralec, ki misli, da je lahko MVP, ki verjetno je prepričan, da je lahko MVP in mogoče celo misli, da je boljši od Hardna in Duranta, čeprav ni. Mislim, da Kyrie ni igralec, s katerim bi se dal zmagovati. Če je Kyrie tvoja prva opcija v ekipi, potem si nekje tam, kjer so bili Cleveland Cavaliersi, preden se je LeBron James vrnil iz Miamija in jih naredil za šampionsko ekipo. Če je Kyrie tvoja tretja opcija, potem imaš pa seveda strašno ekipo. Oziroma pomeni, da imaš res prve 2 opciji igralca, ki sta top 5, top 10 zagotovo, top 5 v ligi v zadnjih letih, KD pred poškodbo zagotovo, Harden v zadnjih letih zagotovo top 5 v ligi, Kyrie je pa tam nekje top 20 bi rekel, nekaj tazga. Tako da v taki vlogi, če bo sprejel to vlogo Alfreda ali pa komisarja Gordona, kot je Blaž prej rekel, mislim, je lahko izjemen, je lahko fantastičen in lahko ekipa tudi ogromno naredi. Ampak tisto, kar mene pa njih skrbi, predvsem napad, niti ne toliko. 3 toliko talentirani, toliko dobri igralci skupaj bodo že nekako pogruntali, še posebej, če imajo na klopi Steva Nasha in D'Antonija. Mislim, če 2 znata postaviti dober napad, potem sta to ta 2. In če jih bojo seveda poslušali in sprejeli vsak igralec od teh 3 svojo vlogo, mene ne skrbi za napad Necov. Me pa skrbi za njihovo obrambo. Njihova obramba že zdaj ni bila dobra. Njihov najboljši obrambni igralec Jarrett Allen je odšel v Cavalierse. Tudi Taurean Prince je bil dober obrambni igralec, ki je zapustil, in tudi Caris LeVert. Mislim, tisti, ki so igrali, pa ne bom rekel zelo dobro ali pa elitno obrambo, ampak ki so bili dobri obrambni igralci v ekipi, so vsi odšli in prišel je pa Harden. Tako da obramba.
Ja, Karno smo včasih rekli švicarski ser, ne, v obrambi. Ja, v zadnjih letih se je popravil. Mislim, postal je dober post defender, dobro pokriva recimo više igralce pod košem. To je ena stvar, ki jo dobro počne v zadnjih letih, ni več ravno tak švicarski ser ali pa taka luknja, tak matador, ki bi spuščal igralce pod koš, kot je bil nekoč, ampak Kyrie pa Harden skupaj v prvi ekipi, potem recimo še Joe Harris, verjetno Jordan in Kevin Durant. Kevin Durant je najboljši obrambni igralec v tej peterki. Ja, to že drži. Recimo Jared Allen je bil zelo dober rim protector za njih pod košem. Zdaj bo mogel to početi Kevin Durant. Pa DeAndre. DeAndre je daleč od DeAndreja iz Clippersov, zelo, zelo daleč, ko govorimo o obrambi. Zelo, zelo daleč od kakšnih najboljših obrambnih peterk, kaj tazga. Pa tudi DeAndre ne igra več po 15-20 minut na tekmo, ne? Predsejšen fizičen padec je imel, tako da jaz ne vem, Blaž, kaj misliš, da bojo naredili z obrambo? Ja, jaz mislim, da bojo zdaj iskali igralce, da bojo to poflikali nekako z temi veteranskimi minimumi, ker oni so zdaj menjali dejansko čisto vse. Tudi da bi izpeljali kakšno menjavo za kakšnega solidnega obrambnega igralca je praktično nemogoče zdaj. In zdaj, če bojo najdel koga, da je brez pogodbe, da ga bojo lahko pripeljali, ampak zdaj med sezono je to misija nemogoče. Tako da jaz ne vem, poleti. Trenutno imajo pač, kar imajo, to svojo elitno trojko zvezdnikov in to je to. Prišli bodo v playoff, tam bodo relativno hitro izpadli in potem bodo, mislim, da poleti gradili naprej. Mislim, po mojem je vsem jasno, da pač enostavno v tem trenutku več kot to ne bodo mogli narediti. Ja, mislim, zdaj hitro izpadi, to je kar pogumna napoved. Kaj misliš, prvi krog, drugi krog? Ja, ne, v drugem krogu mislim. Konferenčno polfinale. Ja. Vse je odvisno od tega, kako se bojo sestavili, kako bojo postavili ekipo in tudi tega, kar si zdaj omenil, če bojo mogoče kakšnega igralca, ki je še najdel. Zdaj ne vem, koga bi lahko dobili, da bi pokrpal te ogromne luknje, ki jih imajo v obrambi. Pač jaz, kakor gledam, so Brooklyn Netsi 13-14 na lestvici, kar se tiče defensive ratinga. Skupaj San Antonio Spursi reagirajo tam. Glede na to, da ciljajo nekako na šampionski prst, mislim, da se ekipa ne sme prvošati tega, da so 13 ali 14 na lestvici po obrambnih ratingih. Tako da vidim jaz sklele mogoče to vlogo, da če Irving ne bo zadovoljen svojo vlogo Alfreda, da je mogoče zaprosti za trade in nekako zafilajo tiste luknje v obrambi, ne? Ja, tukaj je še ogromno neznank. Neznanka, ena velika neznanka, en velik vprašaj je seveda Kyrie Irving, vprašaj je, kako bojo sprejeli igralci svoje vloge, vprašaj je, kako bo Nash postavil njihov napad, kakšne kompromise bojo sprejeli igralci in kakšne bojo pripravljeni sprejeti igralci in seveda vprašaj je tudi, kako bodo zapolnili ekipo. Zdaj imajo 7-8 igralcev, za katere bi jaz rekel, da bi lahko igrali v rotaciji vseh playoff ekip vzhoda in zahoda. 7-8 največ. Ostali igralci, recimo v resnih playoff ekipah, ne bi igrali. Zdaj, res je tudi, da nobena druga ekipa nima Duranta, Hardna in Kyrija skupaj, ampak globina vendarle nekaj pomeni. Vseeno igra 5 igralcev, rabiš ekipo. Mislim, nikoli ni še zmagala naslova ekipa, ki ni imela čisto nobene globine. Vedno so tiste šampionske ekipe imele tudi zelo pomembne in tudi dobre igralce na vseh pozicijah. Oni imajo 3 izjemne igralce, ostale pa za Joea Harrisa bi lahko rekli, da je odličen ostrostrelec, dober catch and shoot igralec, recimo soliden starter v ligi, če gledamo generalno. Pol pa nič več praktično, mislim, DeAndre Jordan je res, mislim, če bi govorili DeAndre Jordan 3-4 leta nazaj, nekaj drugega. Zdaj je DeAndre Jordan po mojem res že zelo blizu, upokojitve. Lahko igra, da me ne boste narobe razumeli, še 2-3 leta, ampak kot igralec, ki prihaja s klopi, 7-8 igralec v rotaciji, ne pa starter v resni ekipi z resnimi apetiti, vsaj po tem, kar sem do zdaj videl v New York Knicksih, potem zdaj v Brooklyn Netsih, pa tudi v Dallas Mavericksih predtem. Jaz, kakor gledam, dejansko nimajo nekega pravega centra sploh v ekipi. DeAndre je itak že veteran, potem je tukaj Nicholas Claxton in Reggie Perry, dost neznana imena.
Ja, celotna ekipa, mislim, če pogledaš roster, se pravi, z izjemo prve peterke, potem še Jeffa Greena in Spencer Dinwiddie mogoče še sam trenutno poškodovan. To je to potem, mislim, vsa ostala imena, Landry Shamet, da ga ne bomo posebili. Landry Shamet je bil draften takrat, ko Luka na istem draftu in je igralec, ki ima potencial, da postane zelo dober catch and shoot igralec, ampak zaenkrat še vedno premalo konsistenten, da bi lahko naračunali resno, ampak on bo veliko igral, on bo zagotovo veliko igral, ker je v primerjavi z anonimneži, kot so Chris Chioza in Perry in tudi Timothy Luau, Cabarro, pa Tyler Johnson, ki je imel nekaj dobrih tekem v Miamiju, ampak od takrat naprej bolj kot ne igralec, ki bi že igral v Evropi, če ga ne bi Neci rabili zdaj, ko imajo tako prazen roster. Tradati ga niso mogli, to pa tudi vse pove. Glede na ekipo, kakršno koli imajo, roster je pač tisti, ker je pomemben del za šampionski prstan. Če nimajo neke rotacije, da bi se igralci normalno spočili, še posebej, ko pride do play-offa, tam, ko so tekme vsak drug dan, tretji dan mogoče, rabijo neki igralci svoj počitek in tukaj jim pač manjka tista globina, ki bi lahko zamenjali Hardna, Irvinga pa Duranta, da bi počili v njih 5 minut, ampak ne bojo to mogli početi non-stop iz runde v rundo, ne. Jaz mislim, da tega pred poletjem ne morejo rešiti. To bo sezona prilagajanja za vse tri, to bo sezona, v kateri bo Durant iskal tiste svoje stare občutke in vsi bodo vedeli oziroma vejo, da je to v bistvu izgubljena sezona in enostavno tukaj smo zdaj. Razen če se, kot je rekel Jure, če pride do kakšne take ekstremne situacije, ko bo Kyrie hotel iti, potem pač se bo zadeva drugače reševala, ampak jaz mislim, da je vsem jasno, da to sezono bo kar bo, no. Ja, ne vem, če je vsem jasno. Jaz mislim, da če letos ne pridejo v finale, bojo kritike ogromne. Kritike do front officea, do Jamesa Hardna, do Kyrija, do Duranta. Mislim, da taka ekipa, če naredi Brooklyn tak trade, all-in trade, ki res celotno svojo prihodnost žrtvuješ za to, da osvojiš naslov, potem moraš osvojiti naslov. Potem mora Brooklyn osvojiti naslov v naslednjih 2 sezonah. Če ne letos, potem naslednjo sezono, ampak če letos ne pridejo v finale, mislim, da bo pritisk naslednjo sezono. Ne vem, če je možno, da je sploh večji, kot je že sedaj, ampak bo. Če bi bil kakšen tak disaster, kot si ti nakazal, da bi recimo v prvem krogu že izpadli ali pa v drugem krogu, da ne bi prišli niti v finale konference, mislim, da bi bilo to res porazno za njih. A so boljši od Filadelfije, a so boljši od Milwaukeeja, a so boljši od Miamija, a so boljši od Bostona. Če se ne uvrstijo v finale, bo to za njih katastrofa. Potem bo Harden, ki je do zdaj bil deležen velikih kritik zaradi svojih predstav v playoffih, deležen še dosti večjih. Mislim, v vsakem primeru bo to pomenilo, da so Durant, Harden in Irving skupaj pogrnili v playoffu. Da je ena od najboljših trojic, big trijev vseh časov, vsaj na papirju, ne govorimo zdaj, Kyrie Irving ni na njihovem nivoju. Če govorimo o Hardnu in Durantu, to je že duo 2 nekdanjih MVP-jev, za katerega lahko rečemo, da je zelo visoko na tej all-time lestvici vseh časov, najboljših tandemov vseh časov, vsaj na papirju. Irving ni na tem nivoju in mislim, da on je tudi tukaj največji X-faktor. Ravno zaradi tega, kar je Jure že omenil, da je Harden igral z Durantom v Oklahomi, mislim, da imata malo boljšo kemijo, dejansko sta prijatelja in imata neke prijateljske vezi, sta dosti bolj navezana. Harden, Irving je pa lahko že, mislim, večji problem. Tukaj imaš pa že 2 minusa, ki gresta naproti, 2 plusa. Tako kot če daš 2 magneta skupaj. Nekako se lahko več težav pojavi. Ampak ja, bomo videli, no, kako bojo to postavili. Eno stvar mislim, da lahko rečemo, dolg čas ne bo. Verjetno bomo počasi zaključili, ampak bi jaz vseeno vaju vprašal, kako oceno bi dala temu tradu na lestvici od 1 do 10. Blaž, moraš najprej definirati iz čigavega vidika. Za Rocketse, za Brooklyn, za Indiano. Ok, pa recimo, mislim, da Indiana lahko kar malo izpustimo, ampak iz vidika Rocketsov in iz vidika Brooklyna od 1 do 10. Jaz bom ocenil v 2 sklopih.
Trade Brooklyna bom ocenil iz 5, glede na to, da neke rotacije nimajo, neke močne, tudi ne vidim, da bojo karkoli naredili. Kar se pa tiče Rocketsov, bi pa ocenil mogoče 6-7. Pač Oladipo bo že nekako prinesel temu jedru, kar je ostal v Rocketsih, dober napad, skupaj z Johnom Wallom. Če bo ostal. Govorim za letošnjo sezono, potem bomo pa videli, kako bo. Ja. Pač z Johnom Wallom se bo mogoče dobro razumel, pa zastopil v igri. Ne. Pač to je moje mišljenje, pa upam, no, da bojo Rocketsi še zmer boljši od Brooklyna. Ti si rekel 6-7 za Rocketse? Ja. Mogoče bi jim jaz dal 8, mogoče malo višji preprosto iz tega razloga, ker so dobili ogromno. Vprašanje je seveda tisto vprašanje na mizi, imeli so tudi ponudbo Filadelfije, niti približno toliko pikov, ne kot so jim jih ponudili Netsi, ampak Filadelfija je ponujala Bena Simonsa. Ben Simons je pa kljub vsem svojim pomanjkljivostim igralec, ki še vedno lahko napreduje, meta verjetno nikoli ne bo razvil, to so verjetno tudi največji optimisti, verjetno že obupali nad tem. Ampak še vedno je izjemen obrambni igralec, zelo dober playmaker, v tranziciji izjemen podajalec, igralec, ki lahko ogromno počne na parketu, konec koncev lahko pokriva od 1 do 5 položaje na elitnem nivoju, kar je že samo po sebi precej vredno, predvsem je pa mlad zvezdnik. In če greš ti na draft, nikoli ne veš, a boš dobil na draftu tako dobrega igralca, kot je Ben Simmons. Recimo, Ben Simmons je bil do zdaj že 2-krat v All-NBA peterki, torej 2-krat med 15 najboljših igralcev lige, izbran strani novinarjev po koncu sezone, kar samo po sebi že precej pove. In je vprašanje, če lahko ti na draftu dobiš tako dobrega igralca, oziroma moraš imeti dober draft, da dobiš vsaj Bena Simmonsa, da dobiš pa še boljšega, moraš imeti pa sanski draft, ampak to je pa enkrat na, recimo za Dallas Mavericks 20 let. Po 20 letih po Dirku so potem dobili Luko in ja, je to vendarle neke vrste loterija in ne znanka, ampak recimo zaradi števila pikov, imeli bojo 15, 16, 17 možnosti, da najdejo enega igralca, ali pa več, če draftajo tako dobro, kot recimo Oklahoma, ko je draftala Duranta, Westbrooka in Hardna v tem vrstnem redu. Tako da, ja, jaz bi jim dal 8 za Brooklyn, pa dajmo tudi eno diplomatsko 8, zaradi tega, ker po eni strani lahko sestavijo izjemen napad, enega najboljših napadov vseh časov, že spet tukaj tudi računam na Nasha in D'Antonija na klopi, po drugi strani pa gre lahko vse zelo hiter kam? Na smetišče zgodovine, ja, v franže. Ja, mislim, da do nafte dol v klet. Ali pa to, mislim, lahko vrata vse skupaj en velik dumpster fire, če tako rečem, in če se Kyrie ne zbere in se s Hardom ne marata in noben noče se žrtvovati za ekipo, po drugi strani pa, ja, Durant, Harden in Irving v isti ekipi, dolg čas ne bo. No. To je tisto glavno, kar lahko mislim, da rečemo, in se vsi trije strinjamo, da bo treba pogledati vsaj par tekem na začetku, da vidimo, kako za vraga bo ta zadeva zgledala. Pa Blaž, preden gremo na naslednjo temo, ne smeš ti pozabiti svojo oceno dati? Moja ocena Houstona je 7, ker se mi zdi, da bi lahko iztržili več, kakor se smešen sliši, ampak mislim, da bi za Hardna lahko dobili kakšnega boljšega igralca, kot si rekel Simonsa, ampak očitno pač nimajo namena graditi ekipe naprej v taki smeri in bodo gradili preko drafta. To je edini logični zaključek po vsemu temu. Brooklyn pa, ja, z vidika, koliko so plačali za Hardna, dam eno 6, ampak stvar je pa v tem, da vprašanje je, kaj se bo izcimilo na koncu iz vsega tega. Mislim, lahko se zgodi, da bo to stroke of genius, če lahko tako rečem, za Brooklyn in bodo osvojili prstan in potem bo v bistvu vse poplačano in bo potem ta trade označen kot 10. Ampak zaenkrat pa mislim, da je to bolj 6, predvsem zaradi tega, ker zakockali so zelo veliko svoje prihodnosti za Hardna. Irving je tudi v Bostonu rekel, da bo podaljšal pogodbo, pa vemo, kako se je pa tista stvar končala, kako zelo hitro so se zadeve spremenile in ja, ostal bom pri 6. No.
Ja, z Irvingom se lahko stvari spreminjajo tako kot luna, kot noč in dan. Iz dneva v dan je lahko drugačne volje in enkrat hoče igrati košarko, drugič hoče pa, ne vem, se ukvarjati z povsem drugimi stvarmi, kot Kanye West, mogoče kandidirati za predsednika ZDA. Ali pa da poveča to svojo Flat Earth Association, ne? Ja. Ja, ima veliko zanimivih hobijev, tako bomo rekli. No. Ja. A gremo naprej na tisti COVID del še malce o tem spregovorimo. Mislim, predvsem lahko o tem kakšno rečemo z vidika Dallasa in Miamija, ki sta v bistvu dve ekipi, ki sta bile do zdaj morda najbolj oškodovani. Mislim, Miami zdaj že nekaj tekem igra brez Gorana, Bema in Jimmyja Butlerja, torej treh svojih najboljših igralcev. Dallas pa pogreša 5 igralcev, 4 naj bi bili okuženi v ekipi. Dallas ima še zmer Lukata tukaj, ki vleče tisti vagon naprej. Miami pa, če ti manjkajo prvi 3 ključni igralci, je pa težko, ne. Jaz bom v bistvu rekel pa nekaj drugega. Mene pa kar je presenetilo pri vsemu temu je to, da Miami z to v bistvu okrnjeno zasedbo oziroma ko dobivajo več priložnosti tisti obstranski igralci, pač res, da ne zmagujejo, ampak mislim, da bo Spoelstra v temu najdu neko pozitivno stran medalje, kjer bo lahko preizkusil tudi te igralce in morda še kakšnega lahko dodal v rotacijo, kar je pa za Miami, ki v bistvu računa predvsem na to, da ima izjemno dobro in dolgo klop, samo pozitivno. Zdaj pri Dallasu se je pa videlo to, da enostavno Dallas v tem trenutku je Luka Dončić in ko Luka Dončić igra slabo, igra Dallas slabo in ko Luka Dončić igra dobro, igra Dallas dobro. Tako da, ko imaš pač takšnega virtuoza na igrišču, kot je to Luka Dončić, potem mu lahko zraven daš 4 statiste in bo ta zadeva izgledala povsem drugače, kot pa če bi tem 4 statistom dal katerega drugega igralca in imeli so ogromno sreče, da ni bil Luka tisti, ki je bil zaprt zaradi korone, ampak so to bili drugi starterji. Mislim, da je večje vprašanje pri vsemu temu skupaj, ali lahko liga dejansko spelje normalno to sezono. Mislim, tako kot sedaj izgleda, bo to zelo, zelo, zelo težka naloga. Težka naloga, nedvomno, se to je bilo jasno že pred samim začetkom sezone. Če gledamo samo, kako v Evropi tečejo stvari, v evropskih ligah, domačih prvenstvih in vseh evropskih tekmovanjih, povsod prihaja do prestavitev tekem, tako počnejo v Euroligi, Eurocupu, v regionalni ABA ligi in tudi v domačih prvenstvih. Tako da je bilo podobno za pričakovati tudi v NBA ligi, to ni nobeno presenečenje. V Ameriki je pandemija prav tako kot pri nas sedaj na vrhuncu in se tudi tam zdaj vrstijo odpovedi tekem. Zdaj to število odpovedanih tekem še ni tako veliko in liga je za ta namen že pripravila tista 2 tedna med All-Star premorom. Letos ne bo All-Star tekmovanja, seveda All-Star vikenda, vseh teh dogodkov, niti same tekme ne bo. In bodo v tistih 2 tednih, ko je ponavadi All-Star premor, igrali te tekme, ki jih je bilo potrebno prestaviti. Zdaj, če se ne bo to število drastično povečalo, če liga ne bo začela odpovedovati recimo polovico tekem vsak večer, če bo to še vedno šlo samo recimo za 1 ali 2 tekmi, pa da ne traja to seveda zdaj naslednje 2 meseca, da jim uspe v nekaj tednih to omejiti, potem imajo zaenkrat še dovolj rezerve, da lahko te tekme nadoknadijo. Če pa se poveča število odpovedanih tekem, če bi prišlo do situacije, v kateri recimo 2 tedna ne bi polovico tekem vsak večer odigrali, 4, 5, 6 tekem bi bilo potrebno jih prestaviti vsak večer, to je pa potem že število tekem, ki jih pa verjetno v 2, 3 tednih ne moreš nadoknaditi. In tista glavna prioriteta letos NBA lige je, da končajo sezono pred začetkom olimpijskih iger. Nikakor si ne želijo, da bi se recimo finale lige NBA prekrivalo z olimpijskimi igrami, s tekmovanji, ki so seveda povsod po svetu ogromno gledana in bi na ta račun seveda izgubili ogromno gledanosti. Zato jim je prioriteta, da končajo prej. Zaenkrat je to še izvedljivo, upajmo, da tako tudi ostane.
Ja, dejansko bomo videli, ne. COVID sezona vpliva na vse ekipe, ne samo na Dallas in Miami, tudi recimo Philadelphia, Boston, povsod se to kaže in ja, zdaj vse, kar lahko rečemo na to je, da upajmo, da bodo ta nova pravila lige, ki so sedaj še bistveno bolj ostra, kot so bila pred začetkom sezone, oziroma tista, ki so bila sprejeta pred začetkom sezone, da bodo sedaj zajezila ta val okužb oziroma ta trend, ki se trenutno kaže v ligi in lahko samo držimo pesti. Ko je bil tisti prvi lockdown spomladi, lansko leto že, sem izjemno pogrešal šport in jaz mislim, da je tudi za navadne ljudi, mislim, da šport nekaj, kar rabijo v takih časih in bi bilo zelo škoda, no, da bi se liga ustavila. Situacije so, kakršne so, določeni so bolj depresivni, določeni manj in jaz mislim, da marsikomu je šport en tak pobeg iz te trenutne realnosti in zaradi tega si predvsem želim, no, da bi liga nekako zajezila ta trend in bi bile sezona normalno odigrana do konca in da navdušujejo te košarkarji navadne ljudi in jim v bistvu dajo neko upanje na boljše trenutke, no. Zdaj, če sem že malo za filozofiral. Ne, ko si govoriš toliko o navadnih ljudeh, sem si mislil, speak for yourself. Navadni ljudje. Ne, ampak vem, kaj si hotel povedati in se tudi strinjam. Mislim, če bo športa konc, namo imeli kaj za gledati. Sej, ja, serije, filmi, vse je nice, ampak live sports, tekma v živo, sej vedno rečemo, ni boljše drame, komedije, tragedije, tragikomedije, kot je kakšna dobra tekma. Da. Ja, točno tako, ja. Ja, upajmo, da bodo te ukrepi kaj pomagali, zajezili malce to širjenje okužb. Vemo, s tem covidom je tako, mislim, virus, ki se izjemno hitro lahko razširi in še posebej v ekipah, ki so tesne. Recimo, ravno Mark Cuban, lastnik Dallas Mavericksov, je povedal, ko so ga vprašali, zakaj imajo tako število okuženih. V ekipi je rekel, pač igralci so v sobah, ves čas drug z drugim, skupaj v sobah, igrajo igrice, se družijo, ker drugega pač ne morejo početi. In je rekel, naša ekipa je toliko povezana, da so igralci toliko blizu in so ves čas eden zraven drugega in zaradi tega se tudi virus hitro razširi. In mogoče po eni strani je lahko to, zdaj, ko smo že govorili o tej COVID sezoni in vsem tem, mogoče je na nek način celo dobro, da gre sta Dallas in Miami zdaj zgodi, na začetku sezone skozi to in vsaj potem proti koncu sezone ne bosta imele recimo kakšnih izbruhov v ekipi, bojo nekaj časa, verjetno te, ki so okuženi, imuni, če se bojo drugi pazili, bi se jim lahko to mogoče celo obrestovalo na koncu sezone. Zdaj, če se jim bo... To je pa drugo vprašanje. Bomo pa še videli. Tukaj je pa toliko neznank, da bomo verjetno sprot pokomentirali, kaj se bo zgodilo, ko se bo zgodilo. Če se bo zgodilo, ne. Tako. Zdaj je tudi odvisno, ne? Če so igralci bili nekateri pozitivni na COVID, koliko hudo obliko so imeli, pa koliko je to pač dejansko pol dolg povratek. Še več neznank, neznank. Ja, mislim, da to so dejansko podatki, ki jih pač mi kot javnost ne izvemo, se pravi, koliko so hude te okužbe, ali kateri od igralcev samo okužen, ali so tudi zboleli, ali mislim, to so vsi podatki, ki jih pač ne zvemo oziroma jih bomo verjetno zvedeli naknadno. Tudi to je še en X-faktor, neznanka, ki je ne vemo, kako bodo pač te igralci, ki so že bili okuženi, okrevali. Večina do zdaj, oziroma vsi do zdaj, vsaj kakšnih resnih težav, poročanj ni bilo, da bi kakšen imel kakšne resne posledice, ampak ja, lahko tudi do česa takega pride, tudi tega ne vemo in upajmo, da bo COVID čim manj vpliv, čeprav jasno je, da COVID bo vpliv, ne vemo samo v kakšni meri, koliko bo vplival na ekipe, ampak bo ta sezona imela asterisk, celo bolj kot prejšnja, po mojem mnenju. Upajmo, no, da se bo ta liga nadaljevala, da enostavno lahko uživamo v košarki in da nam lahko polepša Luka, Goran, Vlatko, da nam lahko polepšajo noči, da nam polepšajo s svojimi rezultati in igrami dneve. In to je vse, kar si lahko želimo in jaz enostavno držim pesti, da bo to mogoče. Ja, Vlatko rab tudi kakšno minuto, no, da bo. Ja, jaz računam, da jo bo dobil, ne. Ja, upajmo, mislim, fizično je ogromno napredoval, nabil mišične mase, zgleda tam 15 kg, ali ne vem, mislim, na svoj okvir res zgleda kot Hulk iz The Green Guy from the Marvel Comics and Movies and Avengers, ampak dobro, to je že druga tema. Mogoče je pa Captain Slovenija, veš. Captain Slovenija.
strinja. Ja. V glavnem, vse to, če naši poslušalci ne bojo spremljali po noč tekme in bomo pa mi zjutraj s kakšno statistiko polepšali dan na naših platformah. Ja, ampak glavno pa je, da Luka pa Goran in Vlatko, da odigrajo tako, ker se zagre. Tako. Da imamo tudi mi kaj za objaviti. True that. Ja. Ok, mogoče čisto za konc, Jure, prvič si bil v podcastu, kako ti je bilo? Jaz sem navdušen, kaj en majhen otrok dobi novo igračo. No, super. Potem boš dobil še kakšno igračo v prihodnosti. Mislim, da si se odrezal dobro in mislim, da bojo tudi poslušalci zadovoljni. Upam, da bojo zadovoljni s tem podcastom. Ja, upajmo. To je to, Ana, da lajkajte, všečkajte, naročite se, če tega še niste naredili na naše platforme, da smo bolj redni, ekipa se veča in podcasti, mislim, da so tudi dovolj informativni, da si zaslužijo kakšno naročnino, saj upam, že spet. Ja, tako pa ne pozabite nam slediti tudi na Facebooku Košarka NBA Slovenija, Reddit NBA Slovenija in pa tudi Instagram Košarka _NBA _Slovenija. Najdete zelo veliko zanimivih novic tam, statistike, tudi ankete, kvize, tako da kar pridite pa nam sledite, ne? To je to. Jure, Blaž, hvala obema in se slišimo, Ana. Ja, hvala vama. Ja, hvala tudi tebi, Jure, da si vzel čas. Hvala tebi, Matej, kot vedno in se slišimo. Hvala za povabilo, fanta, no pa upam, da se slišimo še kdaj. Pa, adijo. Ajde. Živo. Aj, čau.